Z vami kraški trubadur Boštjan Pertinač in poslušate oddajo Radioaktivno. Kraški trubadur ter Sežane doma Boštjana Pertinača z albuma Sežane doma. Boštjan, lepo zdrav v oddaji Radioaktivno. Dober dan. Si Sežane doma? Ja, Sežana. Kras, teran, pršut in kafe s kafetere. Jaz sem pa Boštjan z Ormoža. Živjo. Tudi iz različnih pokrajin sva. Ti Kamen, pol Puščava skoraj da. Jaz Ravnica, Grečevje. Mislim, ni več Puščava. Kras zadnje cajte se kar lepo ozelenel z borovci in to, ampak ja, Kamen je še zmeraj del naše pokrajine. Ti pa nam dejansko skozi glasbo želiš približati Kras. V bistvu ja, jaz sem dost cajta sem se v glasbi iskal, kaj bi povedal in z mojo vrnitvijo na Kras je tu kar prišlo samo od sebe, ker v bistvu mi je lažje pet in govoriti o stvareh, ki so mi domače, katere doživljam vsak dan in to je pač Kras. Ti Kras potem veliko dam? Mislim, meni je Kras dal vse, ne. Doskrat me vpraša, zakaj tako ljubiš Kras, jaz jim rečem, peljte se enkrat lepo čez kraško pokrajino ob lepem vremenu in boste videli vse kako je lepo. Kje pa si bil potem prej, da si se vrnil? Jaz sem bil 10 let, sem živel v Novi Gorici, tako da sem bil že skoraj Goričan in pol med temi čudnimi časi, zaradi cilj razmer sem se vrnil domov. Prvo sem mislil, da bo to prehodno obdobje za neko nadaljnjo selitev naprej. Mislil sem na obalo, ampak se pravi, sem se zaljubil spet v Kras in to je to. Pričela sva z naslovno skladbo tvojega prvega albuma, v njej pa dejansko nam predstaviš vse kraške lepote, predvsem kulinarične. V bistvu jaz opišem moj vsakdanjik, bi rekel tako, ne. Prvo zjutro lepo kafe s kafetere, ne. Veš kaj je kafetera, ne? Ja, tista, v bistvu ni džezva za turško kavo, je pač mašinca za kafe, ne. Tle je dost velik vpliv Italije in italijanske kulture, tudi zato noter povemo te mortadele italijanske, ko je zmeraj boljše, ne. Moram priznati, ne, tako malo, da med lockdownom sem dostkrat skočil čez mejo, sem pač z namenom snemanja v navednicah, da sem šel kupiti tisto mortadelo na občine, zraven Trsta. Ja, in pol naprej od pršuta do terana, do tega, da povem, čigav je res teran. Druga, ki jo bova spustila, bo Suhi zid, ki je prav tako značilen za Kras, govori pa o 3 ljubeznih, kot si zapisal. V bistvu to sem napisal z namenom, tudi izdal se na 8. marec in v prvi kitici opisuje prvo ljubezen, v drugi kitici mamo in v tretji nono, ko vsakič skuha več kuma. Radioaktivno. Suhi zid Boštjana Pertinača z albuma Sežane doma. Prebral sem na spletu, da si označen kot kraški trubadur. Ja, to je v bistvu nastalo z ene šale, ko sem takrat izdal pesem, o kateri bomo še govorili, Pihi burja. In ta nadimek se poleg, kar jaz sem na par intervjujih v šali rekel, da mi reče kraški trubadur in to se zdaj kar primlo. Poleg tega pa si označen kot tudi prva brada slovenske glasbene scene. Ja, odkar se Rudi Bevčar obril, ne. Si kantavtor, te lahko tako označimo ali dodamo zraven še pevec, kitarist, producent, multiinštrumentalist? Jaz bom rekel kar glasbenik, ne, zato to dolgo vezati in postavljati neke okvire mi je malo brez veze, tako da bom rekel kar v celoti glasbenik in učitelj. Zato nismo še omenili, ampak moja primarna služba je še zmeraj poučevanje mladih po srcu in njih, ko so res mladi, tako. Učim tukaj v Sežani, imam svojo glasbeno šolo, privat in imam tudi dislocirane enote v Novi Gorici in v Goriških Brdih. V ospredje sedaj postavljaš kraško narečje? Ja, zato v bistvu z naslednjo pesmijo, katero bomo zavrteli, če se ne motim, ki je bila Daj povej mi, je bila prva pesem moje solo kariere, to je bilo 2 leti nazaj septembra. In takrat mi je prijatelj, producent Gaber Radojevič rekel, stari, vse je dober komad, ampak poj po tvoje, ti si Krašovec, nisi pač Žaber, ne. Poj, tako ko pojeste doma, ne. In pol tam se je začelo to in se je grozno dobro primlo in so vsi kontenti. Seveda pa vse skupaj tudi kombiniraš s slovenskim jezikom, ne poješ samo v narečju. Ja, ker v bistvu na začetku sem imel res skoraj mal problem, sploh pri tej pesmi Daj povej mi, se izražati v slovenščini in sva s producentom Aleksom Volaskom takrat en kup časa zapravila pri snemanju vokalu, ne zaradi tega, da ne bi bili točni vokali, ampak ker pač mi ni šla slovnica, ne. Zdaj se mi zdi, da sem jo malo izboljšal in tudi s pomočjo mentorice Tinkare Kovač na pevskih vajah je tudi slovenščina
malo bolj razumljiva. Zavrtiva kar skladbo, ki si jo omenil. Daj povej mi. Daj povej mi, Boštjana Pertinača, kot si predajal, ti je Kras velika inspiracija. Ja, tudi v naslednji pesmi, katero bova slišala, je slišati kar velik vpliv, že po naslovu Kamen, Krasa. S to pesmijo sem pa takrat hotel poudariti to neko nezadovoljstvo v razmerjih, če te neko razmerje vleče nazaj kot kamen, ne, katerega na Krasi je grozno dosti, je brez veze vztrajati v nekem takem razmerju, če te ne osrečuje in je kakšen bod rajš boljš obrezati trto, da zrase boljši hrozd. Tako. Glede na vse to, pa kar imaš na CD-ju, vidim, da je tematike več kot dovolj na Krasu. Ja, in ti povem tako, da tudi nov album je že skoraj spisan in bo še več Krasa in kraških štorij. Ti je potem ves ta zagon za ustvarjanje dala vrnitev? Ja, definitivno. V bistvu to obdobje, v katerem smo imeli grozno dosti prostega časa, če lahko temu rečemo, plus vrnitev in res, v bistvu tako, veš, ko je neka blokada, ko jo prebiješ, pol kar steče. In na Krasu res ne zmanjka tematik in v bistvu vsakič, ko grem nekam, slišim kakšno novo štorijo, kakšno novo reč in porate te moje pesmi. Te to trdo okolje tudi okrepi? Rekel, da je trdo, lahko je že narava trda, ampak so ljudje grozno fajn in je to tisto, kar te napolni z energijo, ne. Krašovci oziroma nasploh Primorci, pa tudi Štajerci in tam gor v vaših koncah smo dosti bolj gostoljubni ljudje, kot recimo v neki Ljubljani. Tam v Ljubljani, a pa sploh ko govorijo za Gorence, da so škrče. Prav nisem izkusil jih tako, ampak le na Krasu oziroma na Primorskem so ljudje, bi ti dali vse, kar imajo, ne. Ko prideš, ti narežejo pa malo tako in se imamo lepo. Ker imate malo, znate ceniti tisto ta malo in ponuditi drugim. Tako, ja, nimamo dosti, ma kar imamo, je naše. In seveda to potem skozi glasbo prenesti širom po Sloveniji. Naslednja bo Kamen, kot si že omenil. Ja, Kamen je nastala v sodelovanju s producentom Janom Barucom in je luštna rock pesmica. Radioaktivno. Boštjan Pertinač z mano v oddaji Radioaktivno z albumom Sežane doma. Boštjan, če se dotakneva še tvojih glasbenih začetkov, kako si zašel v glasbo? V bistvu glasba je bila zmeraj tako prisotna, zmeraj se je poslušala doma radio in to in mi pravijo, da zmeraj, ko smo šli na kakšne te družinska kosila in to, včasih je bilo glasbe v živo dosti več po gostilnah, je bila zmeraj kakšna harmonika in je ta mali Boštjan zmeraj pretekel tja in gledal pod prste tem glasbenikom. Nato sem se vpisal v glasbeno šolo in ko sem prišel v glasbeno šolo, so me vprašali, kaj bi pa ti igral in valjda sem neko kitaro, ne. Ja, ni več prostih mest. Ja, pol bom pa igral bobne, tudi za bobne ni prostih mest. Pol pa bi igral klavir, ja, klavir pa letos tudi ne bo šel, ja, in kaj ostane? Ja, lahko greš na pozavno. In tako sem začel s pozavno, ko nisem bil grozno zadovoljen s to izbiro, ampak s časom sem jo vzljubil, ampak je pol prevladala ljubezen do kitare, katero sem se naučil v bistvu sam. Potem si samouk na kitare? Ja, začetki so bili res na princip samouka, ampak potem sem z par temi sežanskimi veljaki, dvemi žal tudi pokojnimi, eden od njih je profesor Igor Kos, je bil tudi kitarist pri skupini Prizma in kitarist Miran Fakin, ona dva sta mi postavila potem pol, tiste osnove sem se sam, ona dva sta postavila stopničko više, kamer me je pol peljalo do tega, kjer sem zdaj. Kolikokrat pa še zaigraš na pozavno? V bistvu na ta zadnji pesmi sem posnel tudi pozavno, tako da jo imam še vedno doma, vsako toliko pihnem, ampak pol zgledam kot ena Angelina Jolie, ne. Ker si multiinštrumentalist, kaj potem vse še igraš? V bistvu tako je, da vsak inštrument bi lahko igral, če bi si vzel kakšen teden, dva, da spoznam njegove značilnosti in lastnosti, kako se ga igra. Zato glasba je notna, ni meja, ne, ampak res najbolj pogosto igram kitaro, seveda pojem, klavir, bobne in v bistvu različne vrste kitar. Prej si že omenil tudi svojo glasbeno šolo, kar pomeni, da potem sedaj to prenašaš na mlajše generacije. Ja, ko sem rekel, prenašam na mlade in mlade po srcu, učim v bistvu imam različne programe, eni takih so glasbena pripravljalnica, potem so pač te individualne lekcije, kjer učno snov prilagodim na podlagi želja vsakega učenca in v Novi Gorici vodim v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje tudi delavnice v bistvu teh
mojih nong, bom rekel tako. In se imamo grozno lepo in kakšno zapojemo, kakšno bod, kakšno prinese, kaj za poje, za popit in se imamo res lepo. Za vse generacije si torej. Dobesedno, ja. Naslednja, Pogledi me. Ja, Pogledi me je zanimiva pesem. Ne bom razkrival tematike besedila, tako da ne si vsak narišel domišlji svojo zgodbo. Pogledi me, Boštjana Pertinača z albuma Sežane doma. To je tvoj prvenec, na katerega si dal 13 pesmi, oziroma 10 ali pa 13, kakorkoli vzamemo. V bistvu ja, 10 celih in 3 dodatki. Tako, ja. Sežane doma je v bistvu plod zadnjih 2 let. Nekatere pesmi so celo starejše, ampak sem jih komi zdaj dokončal. In meni se zdi, da je kar lep paket pesmi o krasu in o kraških pojavih. Je tudi kaj kraškega melosa? Definitivno, sigurno. Sploh pa v pesmi Sežane doma, katera je bila na sporedu. Čeprav pa je slišati, da te zelo vleče tudi v country melos. Ja, v bistvu, bom rekel tako, na krasu ni, da je prav nek izrazit lasten melos, tako da jaz navdih jemljem z glasbe, ki mi je blizu, in to je v bistvu rock in country glasba z dodatkom kantavtorstva in mojega dialekta. Imaš potem kakšne vzornike? Vzornikov je dosti, recimo zadnje cajte grozno dosti poslušam italijanske kantavtorje, recimo Umberto Tozzi, Fabrizio De André. V Sloveniji pa recimo so taki Iztok Mlakar, Rudi Bučar, Vlado Kreslin, Šifler, Domicel in podobni. Torej vemo, po kateri poti greš. V bistvu ja, kraški trubadur, kraški kantavtor. Kaj misliš, kje danes kantavtorstvo Slovenije? Mislim, da se počasi obuja tudi ta veja glasbe. Pred kratkim sem slišal, da obstaja tudi festival kantavtorstva, Kantfest, na katerega razmišljanja sem tudi prijavil. Tako da je upanje. Je dovolj medijsko izpostavljeno? Gledam to, da ni to žanr, ki bi bil tisti najbolj radijski v današnji štanci. Mislim, da je ta žanr dosti bolj primeren za igranje v živo kot za radio, ampak tudi na radiju moram reči, da podpora radio tudi pri vas je kar velika in sem zelo zadovoljen. Naslednja bo Strsta gor, ki bo povezana s plimo ter melodijami morja in sonca. Ja, to je bilo pa lani poleti v Auditoriju. Ena izjemno lepa izkušnja in kar mi je bilo zelo všeč na melodijah je, da vsi, ki smo nastopali tam, se nismo med sabo gledali kot tekmovalci, ampak kot glasbeniki. Glede na obdobje, v katerem smo bili vsi zelo zadovoljni, da smo lahko stali končno na odru in prepevali publiki v živo. Oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18. in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Plima Boštjana Pertinača. Te plima kdaj vrže na kras Trsta ali oseka iz krasa v Trst? Zadnje čase dosti igram tudi v Trstu, tako da po koncertu je kar lepo se spet dvigniti nazaj domov na Kras. Saj ni dolga pot, recimo kakor z Ljubljane, ko se kakšen bod kar vleče, ampak tudi Trst je eno čudovito mesto in sem vesel, da ga imamo tako blizu, sploh zato, ko imajo zelo dobre pice dol. Sedaj moraš z albumom med ljudi. Promocijo si že imel 26. marca, sem prebral Sežane. Kako so te sprejeli domačini? Koncert je bil zelo lep. Band, katerega sem sestavil, je fenomenalen in bi rad pohvalil vse glasbenike, ki so igrali z mano. Na bas kitari je bil moj najboljši prijatelj Marko Loredan, s katerim sva skupaj od začetka. Na bobnih Manuel Kocijančič, kateri je tudi posnel večino bobnu za album. Na kitari Damjan Ceharija, na klaviaturah maestro s Trsta Lorenzo Vižintin. Na back vokalih je bila Mojca Štoka Moja, ki je tudi avtorica sama s svojimi pesmi. In za tisto češnjico na vrhu torte je prišla kot gostja tudi ena in edina Tinkara Kovač. Kako so poslušalci sprejeli, glede to, da poje dejansko ta album o njih, o Krašovcih? Mislim, da so bili vsi zelo zadovoljni in se počasi prebuja tisti kraški duh, kar hočem tudi s tem albumom izpostaviti, da se moramo Krašovci dosti bolj povezati med sabo in ne biti neki skrehani. Vidim, da si album še izdal v tisti fizični, klasični obliki za nas, nostalgike. Jaz sem mnenja, da še zmeraj album je kot ena celota in ga moraš imeti v rokah.
dosti mi jih je rekel, kaj sploh tiskaš album, ker kdo še sploh posluša. Jaz recimo tudi doma, niti na računalniku, niti na temu nimam za CD-je, imam v avtu, ampak je bila moja tista želja, prvi album pa mora biti v fizični obliki. Potem pa verjetno tudi usporedno digitalne platforme. Seveda, album je na voljo na vseh digitalnih platformah, od Apple Music, Spotify, Deezerja, tako naprej in tudi na YouTubu. Pa tudi v tvoji spletni trgovini. V moji spletni trgovini in zdaj imam tudi ekskluzivo za Goriško regijo, CD prodaja trgovina Zoso Music v Novi Gorici. V tvoji trgovini je na voljo še kaj drugega kot samo CD. Ja, lahko kupite majčke, na katerih piše, če kdo še ne zna, sem Sežane doma. Na voljo so broške in CD in pa teran. Tvoja pridelava? Ne, žal ne. Ni poleg glasbe ni časa še za vinogradništvo, je pa teran domač, preverjen, moram poudariti, da je grozno preverjen, je od družinskih prijateljev in je dober, je ta prav. Tako da raste z prave rdeče zemlje. Sta prave rdeče zemlje, ja. Naslednja bo Lažen raj. V bistvu Lažen raj je ena tistih starejših pesmi, ki je končno dobila to končno podobo. Obračala se je v različnih zasedbah, v različnih oblikah in mislim, da je Lorenzo tukaj se res izkazal na klavirju in priredil pesem v super zapakiral končni produkt. Radioaktivno. Lažen raj je bila slišana Boštjana Pertinača z albuma Sežane doma. Poletna sezona je pred vrati, odri se odpirajo, je že naporno. Ja, moram povedati, da so rateli vikendi kar malo bolj naporni kot zadnje 2 leti, ampak dajmo reči tako, no, mi smo tu čakali 2 leti in zdaj smo lahko veseli, da smo spet na odreh in da se igra. Datumi se izjemno hitro polnijo, igralo se bo kar precej, koncerte pa naj si kar pogledajo poslušalci na moji Facebook strani ali pa na spletni strani, ker je vse objavljeno tam. Igraš pa, kot je videti na spletni strani, za različne priložnosti, od porok, rojstnih dnevov, družabnih dogodkov. V bistvu ja, vse, od intimnih večerov do velikih odrov. Sodelujem pa tudi še s 3 drugimi skupinami, sicer s Parni Valjak Tribute, s katero imamo tudi, žal zaradi situacije, katera je nastala, kar dosti koncertov. Potem tudi v tujino bom šel poleti po Nemčiji igrati s skupino Robbie Williams Tribute, kjer tudi sodelujem kot kitarist in back vokalist. Zdaj pa smo pred kratkim začeli še blues trio projekt, katera je tudi kar zanimivo zadeva, ker sem se dal malo izven moje cone udobja in odpojem tudi kakšno lego, ki mi ni lih domača, bila kakšen mesec, 2, 3 nazaj. Pomeni, da ta glasbeni repertoar oziroma repertoar zelo prilagajaš. Ja, tudi na koncertih, odvisno od situacije, ni da bi imel neko ustaljeno playlisto, ker vidim, dobro za velike koncerte, ja, ampak za te privat žurke vidiš od ljudi, kaj hočejo in to jim daš. Naslednja, ki jo bova spustila, bo Del neba. Del neba je pa v bistvu bil, tako vam rekel, prvi singel pred kariero. Ta pesem sem izdal leta 2018 z namenom začetka solo kariere, ampak se ni vse tako išlo, kot sem se jaz takrat zamislil. Smo jo pa zdaj na novo oblekli in se mi zdi, da je dosti lepša. Tako. Radioaktivno. Sežane doma, Boštjana Pertinača, album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Boštjan, vidim, da je nujno potrebno, da skladbo podpreš tudi z videospotom. Ti kadre iščeš kar na kraso, kar je dejansko doma. V bistvu ja, moram reči, da je ena gmajna tukaj pred Sežano, ki je bila že v 3 videospotih. Ta prvem je bila v tem, katero pesem bomo slišali zdaj, to je Pihi burja, ki je bila tudi ta prva pesem izdana v dialektu. Isto gmajno smo samo v 2. letnem času porabili za plimo in potem tudi zdaj Sežane doma. V bistvu Sežane doma smo snemali z režiserjem Rajem Perico, izjemno lep videospot in sem prav upal, da ko smo šli mimo tiste gmajne, da ne bo rekel, da se ustavimo tukaj, da ne bo spet noter, ampak glej, to je to. Zgleda res zelo dobro. Ne, to so te kraške gmajne, ko jaz grem doskrat zjutraj, vstanem, spijem kafe s kafetjere in grem narediti eno lepo paseđato čez to kraško pokrajino. In mislim, mene me kar napolne z energijo, z navdihom, grozno dosti poezije napišem, ker imam v načrtu izdati tudi pesniško zbirko, da ne bo vse z glasbo podprto. Imam en kupenih delčkov
pesmi, katere bi težko uglasbil, oziroma ne bi dosegel nobenega dodatnega plusa z glasbo. Kot glasbenik starega kova vidim, imaš spletno stran, ne samo družabnih omrežij. Ja, mislim, spletna stran se mi zdi, da je kar nuja. Zato še zmeraj dosti ljudi me kontaktira za koncerte prek spletne strani, oziroma ko jim pustim vizitko, prva reč, ko kontaktirajo ali na telefon, pa prek spletne strani. Tako da je kar nuja, ni pa nič narobe, če si prisoten na več koncih naenkrat. Pihi burja bo naslednja, si jo že omenil. Ja, Pihi burja je ta prva pesem v dialektu in takrat, ko je zmagala za popevko na Golica TV, smo šli lih na neke vaje, sem stavil opremo v avto in mi zazja soseda z okna dol. A si mogel napisati tu komad pole kako Piha burja, ko da moram dati niti sešot normalno. Tako da ja, idemo poslušati Pihi burjo. Sem Boštjan Pertinač in poslušate oddajo Radioaktivno. Boštjan, na naslovnico albuma Sežane doma si dal sebe. Ja, v bistvu slike mi je, kot večino promocijskih slik, katerih imam, mi je posnela moja dobra prijateljica, s katero smo tudi včasih peli skupaj, zdaj se je pač posvetila fotografiji, Jasmina Lozar, Povše. In sem rekel, če že tako je ta persona, ta kraški trubadur, zakaj ne bi dal njega gor, ne? Mene. Nisi pa v kraški noše. Ne, sicer sem iskal kontakte, ki bi lahko dobil kakšno kraško nošo, ampak ni šlo skozi, tako da smo stilistom, kateri me oblači, smo zbrali nek stil, kateri se nam zdi dosti podoben in primeren albumu. Boštjan, tokrat sediva v Sežane. V prejšnji oddaji sem sedel v Ilirski Bistrici. V letošnjem letu imam v oddaji novost, namreč glasbeniki sprašujejo glasbenike. Glasbeniki prejšnjega tedna sprašujejo glasbenike naslednjega tedna, tako da ti bodo Quattro Rite, ki so izdale album Meje, zastavile 4 vprašanja. Sicer pa so vedeli, kdo bo gost naslednjega tedna, ker sem jim povedal, zato bodo vprašanja dejansko ciljno nastavljena na te. In sicer prvo vprašanje, ki ti ga zastavljajo, je: glede na to, da smo sami bradači, me zanima, koliko cajta porabiš za urejanje pričeske na bradi. Jaz v bistvu grem enkrat na 14 dni grem k brivcu, zdaj hodim v Bukovco, brivnica Baron. Drugače pa doma porabim vsako jutro več kot pol ure, da se uredim. Drugo vprašanje, ki te ga zastavljajo: koliko imaš dioptrije? V bistvu je tako, da jaz imam grozno majhno dioptrijo, ker ko sem bil majhen, sem škilil, ker se mi ena mišica na levem očesu ni razvila pravilno in imam dioptrijo plus 0,75 na levem očesu in plus 0,25 na desnem. Tako da grozno malo. Tretje vprašanje, ki ti ga zastavljajo člani skupine Quattro Rite: si kdaj poslušal Blue Oktober? Ne, žal ne poznam. Tudi jaz ne. Dobro. Boje pa, da si mu podoben. Aha, si bom pogledal, ga bom pričakiral. In še zadnje vprašanje: kdaj si nazadnje zamenjal strune? V bistvu je tako, jaz imam grozno dosti kitar, ne. Meni se zdi, da jih je, če dobro preštejem, jih je 22, tako da če bi zdaj menjavo redno strune, bi mogel vzeti kar kakšen kredit, ne. Tako da kupujem take strune, ko se ne tako hitro obrabijo, so malo dražje, ampak na akustični sem jih zamenjal zadnjič lani. Tudi tebe potem čakajo 4 vprašanja za naslednjo gostjo. Naslednja, ki pa jo bova spustila v eter, bo pa Šaldo Štman, če sem prav prebral, skupaj s Tinkaro Kovač. Ja, v bistvu s Tinkaro Kovač sva se pokonektala na lanskih melodijah Morja in sonca. Nato sem šel k njej na učne ure petja in kjer sem pokazal to pesem, ki ni bila planirana kot duet, ampak je rekla: Boštjan, meni se mi zdi, da bi tukaj zelo pašal ženski vokal. In pol jaz jo pogledam: ja, tvoj, ne? Ja, okej, bomo naredila. Tako da v bistvu je ratala dosti spontano in posnela sva jo zelo na hitro, ker sva oba bila grozno zasedena. Dobila sva se tukaj v Clintonu in 20 minut in je bila fertik Tinkara. Res profesionalno, top in sem res zadovoljen. Radioaktivno. Boštjan, za konec tega pogovora in predstavitve albuma Sežane doma, kakšni izzivi so pred tabo? Prej si mi dejal, da imaš material za naslednji album. Ja, zdaj v bistvu tako, album je, sem rekel, da si mu vzel kakšen teden, 2, 3 mesec, da se malo odpočijem od tega. Cilj je spromovirati ta album, naslednji je idejno že postavljen in se bom v kratkem lotil snemanja demo posnetkov in naslednjo leto upam, da bo že končan
Prav tako sem prej omenil to pesniško zbirko, pa pripravlja se tudi neka druga snemanja, o katerem boste vse zvedeli ob svojem času. Tematika novega albuma prav tako kraška. Seveda, pač je, ampak mogoče bo šel še malo bolj v kantavtorske vode in malo več bo teh štori noter, ne. Ma zna biti zanimivo. Dajmo se pustiti presenetiti in počakati, kam bo zapihala burja s tem albumom naslednjim. Vedno severa proti jugu. Tako je. Te izziva še kak festival? Prej si omenil sicer Kantfest. Ja, v planu za drugo leto so pač v bistvu vsi festivali. Letos mi časovno ni zneslo, ker sem res posvetil vso energijo albumu. Drugo leto bomo pa videli, jaz se bom prijavil na vse, tako, all in. All inclusive. Ne, all in Cooper Pokro. Poslovila se bova skladbo Betula, najkrajšo. Ja, v bistvu ta pesem najboljše opisuje Kras, tako, in kraško druženje. Kratko jedrnato. Tako. Betula za konec. Boštjan, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno na Radio Perlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala tudi vam, hvala za povabilo in imejte se fajn. Z vami kraški trubatur Boštjan Pertinač in poslušate oddajo Radioaktivno.